v tem mandatu. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovane gospe in gospodje. Danes smo imeli 8. redno sejo koordinacije zdravniških organizacij. Z ozirom na prihajajočo novo vlado smo se seveda opredelili do najhujših problemov, ki se pojavljajo v zdravstvu. Logično, da smo jih identificirali. Te probleme smo tudi rangirali in vemo, kakšne so rešitve. Prav zaradi tega, ker nočemo, da bi se ponovila zgodba minulega mandata, kjer ni bilo nobenega dialoga. Precej časa, da bi prihajalo do napetosti in zaostritev, bomo najprej takoj po izvolitvi vlade prosili predsednika vlade, da sprejme koordinacijo zdravniških organizacij, v kateri, kot veste, je Zdravniška zbornica, Slovensko zdravniško društvo, zasebni zdravniki in Fides. Verjetno bomo s sabo vzeli tudi predstavnika mladih zdravnikov, ki so močna ekipa in seveda na njih sloni prihodnost. Predsednika bomo seznanili z vsemi problemi, ponudili rešitve in mu povedali, da od naših zahtev kot nosilci zdravstvene dejavnosti ne bomo odstopili. Kajti mi, kot izvajalci in seveda naši najožji sodelavci, medicinske sestre, neposredno odgovarjamo za izide zdravljenja in za zdravje pacientov. In to, da nam drugi diktirajo rešitve, ki so škodljive, ni več dopustno. To ne bomo vam zdaj podrobnosti, ker se nam zdi prav, da bi bilo korektno, da predsednik vlade in seveda ustrezni ministri, za katere pričakujemo, da bodo tam, torej ministr za javno upravo in seveda ministr za zdravje, z prve roke seznanjeni z našimi ne samo pričakovanji, ampak zahtevami. Preden dam besedo mojim kolegom v prvi vrsti predsednice, bi rad povedal še eno stališče, ki koristim to priliko, ki ga je pa sprejel glavni odbor Fidesa na svoji prvi seji po počitnicah. In sicer, mi kot sindikat zdravnikov in zobozdravnikov soglasno in enotno podpiramo profesora Marka Noča v vseh njegovih prizadevanjih in stališčih glede transparentnosti in težav v funkcioniranju zdravstvenega sistema. In smo zelo zaskrbljeni, da po 2 odmevnih intervjujih, ki jih je imel, kjer je razgalil vse slabosti in povedal tudi, kaj se mu dogaja, ni prišlo ne strani kliničnega centra, ne drugih ustreznih inštitucij do nobene reakcije. Nihče ni zanikal njegovih trditev, ker vemo, da so resnične. Kolega je avtonomen, suveren, mednarodno priznan strokovnjak in govoril je seveda resnico. In najboljše je molčati, ampak tisti, ki molčijo, so s tem priznali svojo krivdo in odgovornost. Mi smo čutili dolžnost, da ga javno podpremo v teh njegovih stališčih, da se ne bo čutil osamljenega. In po dogovorih z mojimi kolegi sem pričal, da je večina kolegov tako misli, velika večina, se pa mnogi ne upajo izpostaviti, tako kot se on pri tem tudi čestitamo za korak. Zdaj bi poprosil predsednico, da bi na javno temo povedala še kaj. Ja, to se bomo, ja. V zdravniški zbornici je najpomembnejše, da bi sodelovanje z ministrom za zdravje in seveda celotno vlado potekalo tako, da bi si oboji, se pravi vlada in minister, pa tudi drugi ministri, ki bodo sodelovali pri urejanju razmer v zdravstvu, pridobili zaupanje ključnih deležnikov. Tega zaupanja zdaj v preteklem mandatu ni bilo več, vsaj strani zdravnikov ne. Zaupanje pa potrebuje minister tako strani zdravnikov, zobozdravnikov in medicinskih sester, kajti brez tega bo težko izvrševal svoje načrte in obljube.
Druga stvar, ki je, seveda si želimo, da bi pri uresničevanju svojih načrtov imel podporo vlade, to si želimo, kajti jasno nam je, da če te podpore on ne bo dobil, so tudi vse dobre ideje in misli, ki jih je izrekel, brez realne možnosti za uresničitev. Mladi zdravniki so mi danes ponovno sporočili in me prosili, da povem, da si od prihodnjega ministra in nove vlade želijo produktivnega sodelovanja, kajti želeli bi ostati v Sloveniji, tukaj opravljati svoj poklic, ampak ob obstoječi zakonodaji je to vedno teže. In naslednja stvar, tudi jaz se obračam na dejanja oziroma izjave profesor dr. Noča. Tudi Zdravniška zbornica ga je povabila na odbor za pravno-etična vprašanja. Tudi mi mu izražamo podporo in smo ga povabili k kreiranju nalog in seveda projektov, ki bi jih v preprečevanju korupcije želeli izvajati v prihodnosti. Tako da predvsem zaupanje je ključna beseda, ampak zaupanje je zdaj na ničli, treba si ga bo pridobiti in pričakujemo, da bo nov minister in nova vlada to pot tudi ubral. To imam jaz. Dr. Cevc. V Slovenskem zdravniškem društvu seveda smo se tudi veliko ukvarjali z dogodki in z prihodnostjo. Z veseljem smo sicer sprejeli dejstvo, da je tudi nova vlada, ki je sicer zdaj še v registraciji, rečemo tako, sprejela kot prioriteto urejanje zdravstva. Upam, da bo ta prioriteta izvršena drugače kot ob prejšnji vladi, ki je prav tako zdravstva postala v prvo prioriteto in skrajševanje čakalnih dob je bila njihova prva prioriteta, pa smo videli, do česa je prišlo. Pravzaprav vsi ukrepi, ki so bili sprejeti v preteklem mandatu, seveda brez sodelovanja tistih, ki so najbolj poklicani, da se deluje, se pravi zdravniki, zobozdravniki, negovalno osebje. In zaradi tega so bili tudi sprejeti taki ukrepi, ki so vodili do tega, da se je sistem samo še bolj razsunil. Tisto, kar nas seveda ob tem skrbi, je, da trenutna situacija v zdravstvu je taka, da, kot dobro veste, je premalo kadrov, tisti kader, ki še vedno dela, je preutrujen in to vodi v nevarnost, da bi se lahko tudi kje kaj na kvaliteti izgubilo. Skratka, upamo, da bo ta pogovor, ki ga bomo imeli pri novem predsedniku vlade in s pristojnimi ministri, da bo obrodil sadove, da bomo lahko v takem duhu sodelovanja in kreiranja nove zdravstvene politike dosegli, da se bo zdravstvo za kar nekaj stopenj predstavilo na boljše, s čimer bodo največ pridobili seveda naši bolniki. Močno upamo v to in čakamo z veseljem teh pogovorov. Povabila, seveda. Predsednik. Združenje za zelo težkih namenov Ja. in zobozdravnikov. In zobozdravnikov. Dr. Igor Domen. Hvala lepa za besedo. Jaz lahko rečem, da smo zasebni zdravniki in zobozdravniki, predsednik katerega združenja sem, zaskrbljeni za prihodnost slovenskega zdravstva. Naša težava izhaja iz tega, da delujemo v zdravstvenem sistemu, ki je problematičen, vsak od nas je pa tudi tako ali drugače poslovni subjekt, kar je tudi problem v koalicijski pogodbi.
Zasebni zdravniki v koalicijski pogodbi, in to tako tisti, ki delamo v javnem zdravstvu, kot ostali, smo na drugem mestu. Na prvem je državno zdravstvo. In iz tega naslova pravzaprav izhajajo skoraj da vse težave našega zdravstva. Strokovne združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov prvenstveno zagovarjamo pravico pacienta do izbire, zagovarjamo pravico zdravnika do izbire, kako bo delal, koliko bo delal, ali v državnem zdravstvu, ali kot zasebni izvajalec. In pa seveda, če sem zelo kratek, pacienti, tudi sam sem pacient, si zaslužimo evropsko zdravstvo in evropsko zakonodajo, ki ureja zdravstvo v evropski smeri. Sedanja zakonodaja omogoča obstoj državnega zdravstva, kar ni sinonim za javno zdravstvo, ki ga tudi sam kot zasebni koncesionar podpira. In državno zdravstvo ni tisto, kar si pacienti zaslužimo. Zato upam, da bo nova ekipa in nov minister in vsi njegovi sodelavci zagovarjal pravico iz prve alineje, ki jo zastopamo zasebni zdravniki in zobozdravniki, to je, da ima pacient pravico, da si izbere, kje bo neko storitev, ki jo potrebuje, dobil. In da bo jo dobil na evropski način. Hvala lepa. Za zaključek bi povedal še eno misel, potem boste lahko vprašali. Zakaj nezaupanje? Ko ste spremljali predvolilno obdobje, so se praktično vsi politiki širokoustli s tem, kako bodo izboljšali zdravstveni sistem, kaj vse je narobe, kaj vse bodo naredili. Potem pa so se resor podajali kot žerjavco. Nobeden ga ni hotel, ne? Tako da je bil gospod predsednik pravzaprav prisiljen izbrati ta nedvomno najbolj zahteven resor. Tako da to našo nezaupanje v politiko seveda samo še poglablja. In kar se tiče zakona o sistemu plač, vsi veste, da je to po našem stališču samoupravni sporazum o plačah, ne? Kot velja tudi v financiranju zdravstvenih storitev. Zelena knjiga, ki je tudi izhaja iz samoupravnega sporazuma iz leta 1982. Zahteva Fidesa bo seveda, to povem zdaj, ker sem že večkrat povedal, izstop iz zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in k temu bomo povabili, da se te zahtevi pridružijo tudi naši najožji sodelavci, zlasti medicinske sestre. Na to temo bomo organizirali en sestanek, ne samo zato, da nam ne bi očitali, da smo jih pustili na cedilu, kar se mi pomena drugega zdravstvenega kadra, zlasti medicinskih sester, zavedamo, ampak iz čisto sebičnih zdravniških razlogov, ker se nam timi razpadajo, ker medicinske sestre množično odhajajo tako, da se nekateri oddelki morajo celo zapirati, imamo hude težave z organizacijo in seveda nihče se ne vpraša, zakaj, in nihče ni pripravljen na to dati ustrezni način. Hvala lepa, zdaj pa, če imate kakšno vprašanje. Ostalih zahtevah potem danes ne boste? Kaj so še ostale zahteve, ki boste predstavili predsedniku vlade? Kot rečeno, se nam zdi prav, da jih najprej sliši predsednik iz 8 ali 10 oči, kakor pa da izvezne del. Kako se vam zdi pa realna napoved kandidata za zdravstvenega ministra Fakina, ki je rekel, da bi lahko s pomočjo zdravnikov v enem letu skrajšal čakalne dobe za specialistične ambulantne preglede na 2 tedna, recimo, oziroma jih izničil? Nerealno. Zakaj? Zato, ker je to obljublja, kakšnih smo slišali. Če bi povedal v intervjuju, kako bo to naredil, potem bi lahko rekel. Ker je pa rekel, da bo pač to naredil s pomočjo zdravnikov, se mi zdi ta... In bo svizec zavil čokolado. To je povezano s tistim, kar smo rekli, zaupanje. Ja. Ob sedanji zakonodaji se ne da angažirati dodatne zdravniške sile. Torej pomeni, da bi bilo treba spremeniti zakonodajo, potem pa je to možno. Zaupanje. Zlasti je treba povedati, skliceval se je na 1500 specializantov, da so specializanti zdaj med najbolj obremenjeni zdravniki. Mi jih vržemo v vodo, da tako rečem, da začnejo plavati takoj, ko so naredili prvi tečaj iz plavanja. Vse delajo pod našo kontrolo, ampak zdravniki, specializanti so med najbolj obremenjenimi zdravniki. Na njih se sklicevati in računati ne bo.
To izhaja iz predpostavke, da specializanti ne delajo. To je že stara filozofija bila. Ja, jaz sem. Rekel, da se pravi, da v bistvu na mesto zdravnikov delajo praktično, ne? Veliko Ne, krat ne se delajo, zgodi, a ne. Žal je tako, da ne delajo na mesto njih, ampak delajo vzporedno, tako ker je to dela. Ampak, ja. Mogoče pa se ena stvar, ki vas bo zanimala, eno pismo ene kolegice, ki mi je pisala, pa to ne bomo v vladi sporočali, ampak sporočam javnosti. Tako mi piše, spoštovana, podjetniki so ob obljubah davkov, ki bi jih, ali pa tudi ne, predpisala nova vlada, da bi jim zaganili življenje, pa so že partnerji v vladnih pogajanjih. In iz teh obljubljenih davkov ne bo nič, ker se jih bojijo v vladi namreč. Nam, koncesionarjem, pa so z retroaktivnim zakonom ob spremembi koncesij za nedoločen čas, določen čas, vzeli možnost razvoja, dolgoročnega planiranja in morda tudi eksistence. Nihče ne ve, kaj bo z našimi pacienti. Vandrali bodo od ustanove do ustanove, kot vandrajo že zdaj tisti, ki so bili pacienti upokojenih koncesionarjev, katerih koncesija je šla v javni zavod. Mi smo pa kar tiho. In čakamo na odločbo koncedenta, da nam spremeni pogodbe v določen čas. V naslednji rundi bomo pa na cesti, ali kaj? V nobeni pravni državi nekaj takega ne zdrži. Tudi koncesionarji ne bi zapustili varnih državnih služb, če bi vedeli, da se kaj takega obeta. Čez nekaj let bom, upam, v penziji. Za mano bo ostalo vsaj 6 mladih punc, sester in administratork, ki bodo po moji upokojitvi najbrž na cesti, kompletno opremljena sodobna ambulanta, v katero sem vložila veliko denarja, pa je ne bo potreboval nihče. In nadvse gre enak okus, da sem v javno zdravstvo vlagala veliko svojega denarja, da bom na koncu imela penzijo, s katero ne znam preživeti, prostore in opremo, ki jih nihče ne bo potreboval, mednarodno akreditacijo, ki si jo lahko nekam zatlačim, in en občutek, da me je na cedilu pustila moja domovina Slovenija. Nas država spravlja v položaj, ko je ogrožena naša eksistenca, nas in naših zaposlenih. Mi pa nič. Zakaj ne zaženemo nobenega haloja? Zdaj je čas. Namesto, da najemamo, seveda spet vsak zase odvetnike, ki nas bodo malo boljše ali malo slabše zastopali v trenutku, ko bomo dobili od koncedenta spremenjene pogodbe. Vladarci razumejo samo to, pritisk in medijski cirkus. In potem še na koncu, in Fakin obljublja skrajšanje čakalnih dob na nič. Aleluja, lep pozdrav. To je en prispevek iz realnosti zdravnikov koncesionarjev. Seveda obstajajo tudi drugačni pogledi, ampak ob spremenjenih pogodbah, ki so iz nedoločene dobe podvržene obvezni spremembi do konca leta na 15 let, je to pismo res zelo ilustrativno in pove marsikaj o zablodah našega zdravstvenega sistema. Še konca leta morda? Ja. Lahko predsednica, ne vem, zakaj sem molčala znesek, ki je lahko mirno objavljen, 1 milijon evrov investirala v svojo opremo ordinacije. Dejansko to, kar imamo zdaj, tako imenovano državno zdravstvo, to je Krištof Zevnik napisal en lep prispevek na svojem forumu, pa si ga naj vsak prebere, ker je izjemno poučen prispevek na temo državno versus javno. Dejstvo je, da to, kar imamo zdaj, tudi koncesije in programi, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje plačuje, je nekaj, kar je preživeto. Torej, to smo se poenotili že nekaj sestankov nazaj, praktično koordinacija zdravniških organizacij, zdravniška zbornica to tudi že javno povedala, jaz večkrat, da je koncesije treba ukiniti in financiranje preko javnih programov, ki jih deliš nekomu, ki je priden, nekomu, ki pa ni priden, ne glede na to, kaj pravzaprav ponuja, za to, kar si mu dal v tem programu denarja, pravzaprav je nekaj, kar je preživelo in to je del problema, glavni del problema. Se pravi, spet, če bo imel pacient pravico izbire in zdravnik pravico izbire,
naj gre pacient k tistemu zdravniku, ki izpolni pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, kar mora zakon opredeliti. In če pacient pride, bom jaz kot koncesionar ali izvajalec zdravstvene dejavnosti zasebni imel kaj za jesti, če pa ne bo noben prišel, pa bom pa lačen. Ampak tako kot je to sedaj, ko pač sem plačan do točke 1, do plafona, do vrednosti ene koncesije, vsaki dan zavračam paciente, pravzaprav to ni nekaj, kar bi si jaz želel, se pravi ukinitev plačevanja po programih, ukinitev koncesije, rešitev za marsikateri problem, vsaj v primarnem zdravstvu, kjer je to mogoče lažje storiti, kot pa na sekundarnem nivoju, ampak tudi za sekundar bi to do neke mere, vsaj za ambulantno dejavnost zagotovo lahko veljalo. Če to vse, hvala lepa, do naslednjič.